Ko danes poslušam besede, češ saj ni bilo nič posebnega, dobim vtis, da bi si želeli večje število žrtev. Ne samo nekaj. Bi bila potem to bolj resna vojna? Naj tisti pogledajo v oči svojcem žrtev in jim to povejo v obraz. Skratka, pogled nazaj je veličasten, ne zamegljujmo ga s potikanji. Bolj zapleten je pogled na današnji čas. Pozabili smo na krvave dogodke, vmes postali člani svetovnih organizacij, zunanjih sovražnikov ni več. Življenje bi moralo biti pravlično. Mala deželica z lepimi naravnimi danostmi, veselimi ljudmi in pogledom v prihodnost. A žal ni tako. Kot vsako leto sem tudi letos čakal, kdaj se bodo pojavili spori okrog osrednje državne proslave. Organizatorji in udeleženci proslave se niso izneverili tradiciji. Spet smo bili priča kulturnemu boju na plečih naše skrbjo prepojene in od bojev utrujene domovine. Komu se je tako zamerila, da jo obremenjujejo s prerekanji okrog udeležbe oziroma neudeležbe na proslavo v dnevu državnosti, ki bi moral biti svet za vsakega državljana? Kako naj bo, če še za voditelje države ni? Dopustne so polemike okrog vsake stvari v državi, če težijo k izboljšanju. Rojstni dan države pa je nekaj posebnega. Žalost zavednemu Slovencu že počasi izvablja solze na lica. Vse to zaradi nekaj praporov. Ali ti zastavonoše niso državljani Republike Slovenije, je ne ljubijo z vsem srcem in dušo, tako kot v cerkev ne hodimo zaradi župnika, ampak zaradi vere, tako tudi ne moremo zavreči neke organizacije zaradi posameznikov, ki nam niso po volji, oziroma so v preteklosti morda napak ravnali. Pomembna je ideja. Ideja pa je še danes enaka. Na Slovenskem smo mi gospodar. Moramo biti, drugače bomo sami dosegli tisto, kar ni uspelo tujcem. Zvezda na nezaželenih praporih ni enaka tisti zvezdi, ki so jo nosili na kapah Veljko Kadijević, Blagoje Adžić, Ratko Mladić in njim podobni in grozili, da bodo Slovenijo izbrisali z obličja zemlje. Ti generali in njihovi politični vodje v Beogradu so izrodili Jugoslavijo in dosegli njen razpad ter uničenje. Osebno sem srečen, da Jugoslavije ni več in upam, da je tudi nikoli več ne bo. A po drugi svetovni vojni žal nismo mogli doseči samostojnosti, dosegli pa smo mir in svobodo pod omenjenimi prapori in partizansko pesmijo. Vem, da bom na tem mestu deležen kritik za takšno razmišljanje, a to je razmišljanje za prihodnost. To je razmišljanje nas, mladih, ki ljudi delimo na poštene in nepoštene. Predvsem pa gledamo posameznika, vsakega s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Ožigosanja kar tako na počez so nam tuja. Zaradi posameznikov ne more nositi krivde ves kolektiv. Miselnost, da so tako ali tako vsi enaki, se zažira v narodovo telo in ga hromi ter sili v vrtenje v začaranem krogu. Vsak od nas kdaj pade na izpitu pri predmetu biti človek. A če ne bomo opravljali popravnih izpitov, bomo zavozili tudi našo državo. Očitno je narobe, da nas drugi pustijo živeti v miru, kajti v težkih trenutkih znamo biti enotni, vsaj navzven. Velikokrat smo slišali, da želimo biti druga Švica. Ne moremo biti druga Švica. Lahko smo zgolj prva in edina Slovenija, tukaj in zdaj. Vedno smo posnemali druge, a tudi vedno uspeli dobiti slab ponaredek. Iz socializma smo povzeli mnogo negativnih stvari, prav tako kasneje iz Zahoda v obdobju tranzicije, ki za nekatere še kar traja in traja. Zakaj povzemati druge, če smo lahko originalni? V času Jugoslavije je Slovenija združevala znanje in industrijo, znali smo narediti marsikaj in to tudi izvoziti na tuje.
Po 21 letih samostojnosti se zdi, da nihče več nič ne zna in nič ne ve, če pa je že vedel, je pozabil. Kakšen lažni vtis. Imamo veliko potencialov, a potrebujemo notranji mir, da bomo lahko ustvarjali. Notranji mir pa bomo dosegli takrat, ko bomo sočloveku pomagali brez pričakovanja zahvale in plačila. Za izhod iz krize je nujna tudi sociala, a ne samo ta. Potrebno bo tudi zagnati gospodarstvo, a to bo vsak mesec težje. Za gradnjo objektov bo težko najti izvajalca, ki bo sposoben speljati projekt od začetka do konca. Lani na tem mestu sem govoril o propadu uspešnih podjetij, žal se temu ne morem izogniti niti letos. Slišati je, da imajo nekatera tuja podjetja milijone rezervirane prav za namen dampiških cen. V Sloveniji se pravi pridobiti posel za vsako ceno in tako našim firmam odtegniti preživetje. Majhen obliž na rano naroda je, da so se vendarle nekateri znašli v sodnih procesih in bodo morda tudi obsojeni za svoje dejanja. Treba pa je vedeti, da nečednosti ne bi mogli začeti, če jim ne bi pomagale banke, ki so brez glavo dajale posojila za takšne in drugačne finančne telovadbe. Danes gredo banke v drugo skrajnost in posojil ne dajejo niti tistim, ki imajo poštene namene in bi radi nekaj ustvarili sami, a brez začetne pomoči tega ne morejo. Žalostno. Naša prihodnost naslednjih 20 let je odvisna predvsem od tega, kako uspešni bomo pri postavljanju stvari na pravo mesto v vseh segmentih družbe. Najprej bo potrebno doseči umik politike kot glavne teme sporov. Država postane normalna takrat, ko se ljudje zavedajo svoje državljanske dolžnosti in jih zobešajo zastavo, imajo svoje politično prepričanje, a ga ne vsiljujejo drugim. Hodijo vestno na volitve, ne pa da ostanejo doma, potem jih pa vse moti. Kdor ne hodi na volitve, tudi nima pravice kritizirati. Že star rek pravi, da se zaradi politike ni vredno prepirati. Zato smo tukaj politiki, da se prepiramo namesto ljudi. Spoštovani, ni vse en sam brezup, nesmisel in brezciljnost. Mnogo nas je, ki vidimo tudi kaj dobrega v tej družbi in nas tudi ni strah za prihodnost. Imamo posameznike, ki nam kažejo pot naprej. Naj pomenim pogumnega policista Kamničana Sandija Šejko, ki je rešil življenje deklici o prometni nesreči. Ni rekel, da ima nizko plačo in tega ne bo storil. Za majhen denar rešuje življenja in pri tem tvega lastno, zavedajoč se strahu svoje družine. Ali pa uspehi kamniških športnikov, denimo uvrstitev lokostrelca Klemna Štrajkarja na olimpijske igre v Londonu, da drugih ne naštevam, ker jih je preveč. Gospe in gospodje, to so resnični junaki. Ti nam dajejo upanje, da ni vse zaman. Verjamem, da bi bili, če bi bilo to potrebno, spet pripravljeni braniti svojo domovino pred vsakršnim zlom. Kljub govorjenju, da je povsod boljše kot v Sloveniji, sam nisem tega mnenja.